Živijo. Danes je drugi dan in welcome. Upam, da ste premagali ti strah včeraj, da ste si napisali točno, kaj vas zadržuje. In da vas ni tukaj preveč potrl, ker zdaj gre samo še na boljš, tako bom rekla. Danes greva v bistvu v akcijo. Včeraj sem že omenila, danes bomo govorili o tem, kako napišeš in poveš nekaj v video, da ne zgledaš in da se ne sliši, kot da si iz reklame. In da ne zato, da si potem ti na videu sebi všeč, ker potem gre to v nek roller coaster, ne? In ponavljaš in ponavljaš in en video, drug in tretji in govoriš čisto in na koncu ti že ni več všeč, kaj poveš. Tako da fina je ta spontanost, ta pristnost in to, ker s tem izžarevaš sebe. In stranka bo to res začutila in bo z veseljem prišla k tebi. Sploh, če si zabavna, zabaven, to poudari. Če si strokovna, poudari to. Tako da tle je v bistvu pomembno, da se izogibaš tem napakam, ker vidim, da jih največ maserjev dela, da napišejo ali pa celo povejo v videu nekaj podoben temu. Masaža je sproščanje. Ali pa z masažo zmanjšajte stres, izboljšate krvni obtok, izboljšate limfni pretok in potem neka cena tam, naprimer 45 evrov. Ampak, tako bom rekla, če se postaviš v vlogo stranke, ki to prebere, če bi ti to prebrala nekje, a bi prišla na tako masažo. Ti moraš res povedati tako iz svojih izkušenj, kako tako človeško, da zveniš človeško. Naprimer, zelo dobro je uporabiti zgodbo in napišeš, zadnjič sem masirala eno žensko ali pa eno gospo in ta gospa je rekla po masaži, točno to sem jaz potrebovala. A veš, in ti stranki v bistvu narišeš celo pot. Lahko tudi napišeš, zadnjič je prišla k meni ena ženska, ki je zelo bolelo med lopaticami. Ja, potem smo skozi pogovor ugotovili, da zelo veliko sedi v službi in po masaži, ko je vstala iz masažne mize, se je prav pretegnila in obrnila ramena in rekla, wow, jaz čutim prav olajšanje, točno to sem rabila. In če ti to poveš tako zgodbo s čustvi, zgodbo neke stranke, ki je bila res pri tebi in se je to resnično zgodilo, wow, to stranki pa reče, ja, to jaz tudi rabim, to jo potegne. Bolj, kot pa če napišeš masaža, boleči hrbet, 45 evrov, sproščen hrbet, 45 evrov. Tako. En primer je tudi ta, naprimer, si imela občutek, da si to poletje čisto pozabila nase. Pridi po ta občutek, da si spet ti, da se začutiš. In v bistvu je zelo dobro tudi govoriti ali pa pisati tako, kot da pišeš eni osebi oziroma da nagovarjaš eno osebo. To, kar jaz tukaj vmes tudi nagovorim eno osebo, govorim eni osebi, čeprav vem, da vas posluša več. Zaključek današnjega dne za domačo nalogo bi bilo dobro, da če že objavljaš, vzemi eno tvojo staro objavo, starejšo objavo in se res zamisli, poglej, kako si pisala, zdaj, če si pa si snemala, pa tudi poglej posnetek, in uporabi te trikce, da narediš iz tiste ene objave eno zgodbo in nagovarjaš eno osebo, eno stranko. To je en tak twist, ki bo tvoje objave spremenil v bolj osebne, bolj človeške. Zdaj v PDF-ju, v tej nalogi, boste imeli tudi primere, kako to lahko preoblikujete. Lahko pa tudi naredite kakšno objavo, pa jo objavite že danes. To bi bilo, naprimer, upgrade današnje domače naloge, samo da napišete. Če se pa snemate, pa probajte že v posnetku to upoštevati. Okay?
Dobro, jutri je tretji dan, jutri je D-Day, ne pozabiti. Jutri se odpre bonus za moj e-vodič za maserje. In sicer to veste, da je 50 strani notri, to je v bistvu nek tak mentorski vodič za maserje, kjer je zajeto čisto vse. Zelo tako v grobem, ampak z veliko delovnimi listi, da vas poziva k akciji, da ga rešujete, ste aktivni, ne vem, od kako finance urejati, kako objave delati. Ni, da ni. Res veliko dni in časa in mojih možganskih celic sem uporabila, da sem ga izpisala. In sicer zato, da mogoče malo vidite, kako jaz razmišljam, kako se ta masažni biznis svoj lahko tudi postavite. In če rabite mentorstvo, sem vedno na voljo. Veste, kje me najdete, v Masažni akademiji, na Facebooku, Instagramu, spletna stran. Ampak jutri je D-Day, tako kot sem rekla, jutri se aktivira popust za vodič. In ta popust bo aktiviran 24 ur. V tem času, če ga kupite, ga boste potem lahko res dobro lahko izkoristili. Je pa tako, da jutri bomo naredili tudi iz tega vodiča eno nalogo in boste naredili eno vsebino, ki bo definitivno prodajala. Okay? Hvala. Zaključek današnjega dne je super, pojdite v akcijo. Jutri bo pa konkretna akcija, bomo pa že začeli počasi stopati pred kamero. Ok, se vidimo. Hvala, se vidimo jutri. Čau.